stranki želimo in pričakujemo, da bo fiskalno pravilo sprejeto v maju. Ta prekinitev gre v to smer, da se izračune naredi na osnovi pripravljenih ukrepov. Ukrepi bi morali biti že resnici na ljubo kakšen dan prej znani, da bi ti izračuni bili že danes jasni in bi lahko danes potem primerno fiskalno pravilo tudi sprejeli. Kot sem že dejal, pričakujemo, da konec maja fiskalno pravilo sprejmemo in sklepi gredo tudi v tisti smeri, kot sem sam predlagal že na prvem srečanju vrha slovenske politike, da se pripravijo izračuni. Žal teh izračunov ni bilo do nedelje. V nedeljo sem zopet insistiral na tem, da morajo biti izračuni na osnovi ukrepov, ne pa na osnovi prestižnega boja dveh največjih strank, katero leto bo pisano v fiskalno pravilo. Kaj, če ne bo v ustavi nobeno zapisano, to bo samo izvedbeni zakon, to bi bilo sprejemljivo za konkretna številka v ustavi? Jaz mislim, da je izvedbeni zakon, ki smo ga tudi pripravili, dobra osnova, da je v njemu zapisano vse, kar je potrebno, to pa, da je letnica tudi v ustavnem zakonu, ki mislim, da je možno ob primernem izvedbenem zakonu. Tako da pričakujem, da bo takšen ustavni zakon, kot je bil predlagan, tudi sprejet konec meseca, izvedbeni zakon pa bo spregovoril o podrobnostih in pa o številkah za vsako leto posebej. Torej, ustavi z letom 2015. Tako je. Ustavni zakon sprejet v parlamentu maja, se pravi, da konec meseca, tednom med 20. in 25. takšen zakon sprejmemo, da imamo pa v rokah tudi že izvedbeni zakon. Osnovo smo pripravili, naj bo dodelan še z ukrepi, s številkami in ta je potem tista osnova za to, da lahko potem v tem zakonu zapišemo podrobnosti v zakonu. Ampak če koalicija, kot kaže, niti ne misli pristati na to, da bi zapisali v ustavi 2015, kje vi sploh še vidite možnost kompromisa? Eno je izvedbeni zakon, ampak najprej se verjetno morate poenotiti o tem, kaj gre sploh v ustavo. Zdaj, še vedno ste narazen tukaj in ali bo sploh po 14 dneh, 3 tednih kaj drugače? Danes bi že moralo biti drugače. Mi bi danes morali že 2 dni pred tem, ko damo program stabilnosti Evropski komisiji, vedeti za vse ukrepe. In na osnovi teh ukrepov, ki so tudi simulacija naših javnih financ za naslednje leta, bi morali biti izračuni jasni. Prosim.